Pogovor o. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o. Gre za prvo oddajo v novem letu, a glede na pestre mednarodne razmere je ne bomo posvetili domačim temam, pač pa mednarodnim izzivom. V ospredju bo Venezuela in dogajanje tam po vojaškem posredovanju ZDA in aretaciji predsednika Nicolasa Madura. Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado je ameriškega predsednika Trumpa za to akcijo pohvalila. 3. januar bo v zgodovino zapisan kot dan, ko je pravica premagala tiranijo, je dejala v ponedeljek, 2 dni po bliskoviti ameriški vojaški operaciji v Caracasu, v sklopu katere so aretirali Madura in ga skupaj s soprogo odpeljali na sojenje v ZDA. Novi predsednik bi po njenem mnenju moral postati kandidat opozicije na zadnjih volitvah Edmundo González Urrutia. Dejala je tudi, da se bo kmalu vrnila v Venezuelo. Ta bi po njenem prepričanju pod vodstvom opozicije postala glavna zaveznica ZDA na področju varnosti, energije, demokracije in človekovih pravic. Predsednik ZDA je medtem nakazal, da ne vidi vodilne vloge zanjo v venezuelski politiki, ker v državi ne uživa podpore niti spoštovanja. Kot vršilka dolžnosti predsednika Venezuele je v ponedeljek prisegla dosedanja podpredsednica in Madurova zaveznica Delcy Rodriguez, njena vlada pa Nicolasa Madura še vedno vidi kot legitimnega predsednika države. Ameriški napad v Venezueli in zajetje predsednika Madura pa po mnenju Združenih narodov pomeni spodkopavanje temeljnih načel mednarodnega prava. V organizaciji poudarjajo, da morajo o prihodnosti države odločati Venezuelci ob polnem spoštovanju njihovih človekovih pravic, vključno s pravico do samoodločbe in suverenostjo nad viri. V današnji oddaji Pogovor o bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, osvetlili več vidikov. Najprej vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga je z raziskovalcem na Univerzi v Cincinnatiju v ZDA, dr. Igorjem Kovačem, posnela kolegica Helena Križnik. Poznavalce mednarodnih odnosov vojaška operacija ZDA v Venezueli verjetno ni presenetila. Voditelj svetovne velesile Donald Trump je vsaj od poletja večkrat omenjal možnost posredovanja v tej državi zaradi podpiranja tihotapcev drog. Doktor Kovač, kaj je po vaši oceni zdaj sodu izbilo dno? Ja, primer tega posredovanja v Venezueli je za raziskovalce zelo zanimiv, zato ker obstaja plejada, zelo veliko število različnih razlogov, zakaj je do tega prišlo, vendar nobeden ni nekako vodilen, se pravi, noben od teh razlogov ni odskočil, da bi lahko smiselno zreducirali posredovanje samo nanj. Naj naštejem samo nekaj razlogov. Se pravi, enega ste že omenili, to je boj proti tihotapcem drog, drug je seveda boj proti nezakonitim migracijam in hkrati tudi boj proti tem tolpam, ki so prišle v ZDA. Naslednji razlog seveda je tudi nafta. Ne zaradi tega, ker bi ZDA potrebovala nafto, ampak zaradi ustavljanja in boja proti tako imenovane shadow fleet, se pravi neregistriranim tankerjem, ki tudi tovorijo sankcionirano nafto Rusije, Irana in tako naprej, in pa zagotavljanje dobave težke nafte rafinerijam v ZDA. Temu bi lahko dodali seveda tudi politiko Donalda Trumpa po utrjevanju hegemonije na tako imenovani zahodni hemisferi, se pravi, da koketiranje držav, kot je Venezuela z Kitajsko in Rusijo, in celo ideje in pobude so bile, da bi Kitajska tam postavila svojo drugo mednarodno vojaško bazo. Tega Donald Trump seveda ne želi dopustiti. In potem so seveda tukaj še razlogi, kot je signaliziranje stvari Rusiji, Kitajski, Iranu in tako naprej. No, kaj pa je izbilo dno, še ta zadnji del vprašanja, V bistvu moramo iti kar zdaj že 2 leti nazaj, ker smo že 2026, se pravi v leto 2024 in volitve. Namreč dogovor med Madurovim režimom in ZDA takrat je bil, da Maduro izpelje svobodne volitve in posledično se sprostijo sankcije v Venezueli, in če Maduro izgubi, lahko dobi zatočišče v Turčiji in lahko uživa življenja do konca svojih dni tam. Maduro je te volitve grdo izgubil. Dobil je približno 30% glasov samo. Pa navkljub temu se ni odločil za mirno predajo oblasti, pač pa je z nasiljem zatrl opozicijo in hkrati tudi razdrl dogovor, ki je bil za ZDA. In
Posledično so ZDA ugotovile, da na nekakšen mirnejši način do spremembe upravljanja z Venezuelo bo zelo težko prišlo. In posledično je Donald Trump tudi najavil pred približno 9 meseci obveščevalno-varnostne operacije v Venezueli, ki so potem privedle do te operacije pred nekaj dnevi. Vojska ZDA je presenetljivo hitro iz prestolnice Caracas odpeljala diktatorja Nicolasa Madura in njegovo soprogo. Zakaj po vaše ni prišlo do odločnejšega odpora? Ja, ta operacija je v učbenike. Je fenomenalen primer, kako integrirati ne samo različne veje vojske, torej mornarico, aviacijo in tako naprej, pač pa tudi različne dele same vlade oziroma državnih zmogljivosti. Sodelovali so tako obveščevalne službe kot različne veje vojske, kot tudi law enforcement ZDA, ker je šlo za law enforcement operacijo, so bili pravzaprav oni vodilni. In ta operacija je pokazala ne samo tehnološko superiornost, pač pa operativno superiornost ZDA, ne samo v regiji, ampak v svetu. In to je eno izmed ključnih sporočil Rusiji in Kitajski in tudi Iranu, ki jih mora zelo, zelo skrbeti. Namreč Venezuela se je ponašala z ogromno količino kitajskih radarjev, ki naj bi bili sposobni zaznati tudi tako imenovane stealth bombers, F-35 letala, ki jih radarji sicer ne morejo zaznati. Imeli so ogromno količino tudi protiletalske obrambe iz Rusije in Kitajske in to je botrovalo tudi Maduru, da se je važil in pozival v preteklosti, pridite me iskat, če lahko in če upate. In ZDA so tukaj demonstrirale res veliko superiornost, filigransko natančnost in to ni bilo enostavno. Letala so zletela iz več kot 20 različnih oporišč, sodelovalo je več kot 150 različnih letal, potem ogromna količina ladij, ki so izvajale tudi kibernetske in elektromagnetne operacije, ki so onesposobile radarje, da so potem tudi lahko letala uničila tudi protiletalsko raketo. In samo še zadnjo točko glede te operacije, kar velja vso pohvala, je, da operacija je potekala kot en val. Se pravi, ZDA niso čakale na oceno škode oziroma na oceno, ali so onesposobile vse radarje in vse protiletalsko obrambo, pač pa so bili že v 1 uri Delta Force, se pravi vojaki enote Delta, že v hiši Madura. Se pravi, so helikopteri s temi specialnimi enotami bili takoj za letali. Gre za veliko samozavest, se pravi, so Američani bili samozavestni, da jim bo to uspelo in so bili prepričani, kje se nahaja Maduro, kje se nahajajo vsa prej omenjena letalska in zračna obramba Venezuele. Se pravi, so imeli zelo dobro tudi obveščevalne podatke iz samega terena. In spet ključno sporočilo je, to zmore danes samo ZDA. Nicolás Maduro in njegova soproga sta pridržana v ZDA. O njuni usodi bo odločalo sodišče v New Yorku. Je poznan še kak tak primer v zgodovini? Na pamet mi prideta vsaj 2. Se pravi, če zreduciramo nabor primerov samo na Latinsko Ameriko, je tukaj primer 1989 in predsednik Paname Manuel Noriega in pa potem pred kratkim 2022 predsednik Hondurasa Hernández. Oba so ZDA pripeljale na svoje ozemlje, kjer so jim tudi sodile. Verjetno velja še enkrat omeniti, ljudstvo v Venezueli je na zadnjih volitvah leta 2024 izbralo Madurovega nasprotnika, kar so potrdili tudi mednarodni opazovalci in posledično tudi večina demokratičnega sveta ga že dolgo ni štela za legitimnega predsednika v Venezueli. Kaj ga je potem takem držalo na oblasti? Država sama je v 4. stoletja, odkar je na čelo stopil že njegov predhodnik Hugo Chávez, tudi popolnoma obubožala. Ja, več kot 50 držav na svetu ni prepoznalo Madura kot legitimnega vodjo te države in med drugim tudi Organizacija ameriških držav.
Te zapleti z volitvami niso samo iz 2024, pač pa lahko se spomnimo že 2019 in opozicijskega voditelja takrat Guaidoja, ki naj bi tudi zmagal takrat volitve in to je že botrovalo prvim izjavam držav o nelegitimnosti Madura. Kaj ga je obdržalo na oblasti, je samo sila, zatiranje in pa neka malenkost tudi pragmatičnosti, kajti žrtvoval je državo samo, je povzročil implozijo državnih inštitucij in hkrati tudi javnih podjetij, ki so upravljala tako z naftno podjetje kot s podjetjem, ki upravljajo z hidroelektrarno ali pa z distribucijo vode. Se pravi, vse je podredil temu, da je lahko ostal na oblasti in žrtvoval tudi dele ozemlja, katere on ni več nadzoroval oziroma upravljal. Približno samo 1/3 venezuelskega teritorija je nekako on nadziral za svojo vojsko. Drugod so bile glavni akterji nedržavni karteli. To je pač nadaljeval neko politiko svojega predhodnika Chaveza, ki sta oba dva manj kot 30 letih v bistvu ne samo razgradila, pač pa povzročila stagnitje celotnega državnega aparata. Med 1/4 in 1/3 prebivalstva Venezuele se je izselilo. 80% hrane, ki jo Venezuela potrebuje, mora ta država uvažati. Podhranjenost otrok je bila oziroma je še vedno velik problem v tej državi, tako da vse je bilo podvrženo egoistični želji o ohranjanju oblasti in moči. Navsezadnje, če se ponovim, tudi predlog in pobuda o lepi penziji, če se malo sarkastično izrazim, na plaži v Turčiji, ga ni premamila, želel je ostati diktator. Po eni strani zatiranje ljudi v Venezueli, po drugi strani vprašanje teže mednarodnega prava. Odprlo ga je to posredovanje ZDA. Kaj pa o tem porečete, dr. Kovač? Profesor Louis Henkin, profesor mednarodnega prava na Columbia University v New Yorku, sicer že preminul, je nekoč rekel, da skoraj vse države na tem svetu upoštevajo skoraj vsa pravila mednarodnega prava, skoraj vedno, skoraj v vseh primerih. S tem simpatičnim stavkom je ponazoril problem mednarodnega prava, ki v bistvu ni pravo, ampak je politika. Ne gre za pravo v smislu to, kar poznamo znotraj držav, kjer so pravila zelo jasna in takoj tudi izvršljiva. Recimo, če vozimo prehitro, bomo pač dobili kazen. V mednarodnih odnosih so pa možne različne interpretacije istega dogodka, in mednarodno pravo omogoča takšne različne interpretacije. Zato zame argument mednarodnega prava nikoli ni nek, na katerega bi se naslanjal, zato ker je možno interpretirati stvari v eno in v drugo smer. Razumem, zakaj nekateri govorijo o nelegalnosti, zato ker pač je vojna in nasilje prepovedano, ampak v isti ustanovni listini Združenih narodov imamo pa tudi 51. člen, ki govori o samoobrambi, in glede na to, da na leto v ZDA umre recimo po nekih podatkih celo 300,000 ljudi zaradi overdosa, je lahko tudi to interpretacija, da je ZDA ogrožena in da so morale posredovati tudi v Venezueli. Tako da znova mednarodno pravo omogoča takšne in drugačne interpretacije, zato ni najbolj uporabno, kar se tiče analize, seveda je pa uporabno kot politika. Kot politika v smislu, da je uporabno za cilje, to je sredstvo, mednarodno pravo je sredstvo, s katerim država želi nekaj sporočiti drugim. Omenjali ste vlogo Rusije, Kitajske, tudi Irana v tej zgodbi. Kakšni so njihovi interesi teh držav? Ja, mogoče bi še dodal Hamas in Hezbolah, zlasti Hezbolah, ki je imel svoje operativce tudi v Venezueli. Se pravi, v zadnjih nekaj letih smo priča nekemu strateškemu povezovanju avtoritarnih držav, Rusija, Kitajska, Iran, Severna Koreja, tukaj se je pač približevala tudi Venezuela tej skupini držav in dve od teh sta v bistvu sedaj na kolenih. Venezuela bo doživela neko spremembo. Iran ima trenutno
zelo velike notranje težave z lastnimi protesti in pa nima zmogljivosti več, da bi lahko kredibilno grozil Izraelu ali pa se obvaroval morebitnega novega zračnega napada Izraela in ali ZDA. Interes Kitajske je bil po približevanju držav Latinske Amerike Kitajski, kar se tiče trgovinsko, in seveda stopiti na območje, na predpražnik ZDA. To je bila enaka želja tudi Sovjetske zveze, zato kubanska kriza leta 1962. Nekaj podobnega je Kitajska tudi želela, saj vidi, ko pogleda navzven proti Tihemu oceanu, vidi prvo verigo otokov, ki so vsi povezani oziroma zavezniki z ZDA. In nekaj podobnega želi storiti tudi v svojem odnosu do ZDA, se pravi približati se vojaško in ekonomsko ZDA oziroma stopiti v njen prostor in s tem pač povečati nek vzvod, ki ga ima v mednarodni politiki. Diktator v Venezueli je torej padel, režim ostaja. Kaj se bo zgodilo, kakšen razvoj dogodkov lahko pričakujemo? Scenarijev je verjetno več. ZDA med drugim ne izključuje tudi upravljanja z Venezuelo. Ja, zelo težko je v tem trenutku karkoli jasno napovedati. Trenutno smo še v neki megli. Tudi prihajajo kontradiktorne informacije. Recimo smo lahko iz nekih virov izvedeli, kot da je podpredsednica Venezuele že na poti v Rusijo. Po drugi strani, iz drugih virov pa smo bili informirani, da je prevzela vodenje Venezuele. In potem še tretja točka, je bila pa potem tudi informacija, da ne samo, da je prevzela vodenje, pač pa, da je zaobšla zakonsko določbo v Venezueli, ko pravi, da ko institucija podpredsednika prevzame vodenje države, mora razpisati volitve v 30 dneh. Če gre verjeti tej zadnji informaciji, režim se pravi nadaljuje z svojimi operacijami in vladanjem v Venezueli, se pravi brezobzirno se ne ozira na trenutno situacijo. Ampak potem so pa spet dodatne informacije, ki govorijo o tem, da pa so na vezi, se pravi, da je podpredsednica govorila z Markom Rubijem, zunanjim ministrom ZDA, in obstaja scenarij, da pač se bo pragmatično obnašala in spoštovala to, kar Maduro prej ni, da bo pa ona spoštovala neke dogovore z ZDA o načinu vladanja, o politikah, ki jih bojo sprejeli in o reformah in tako naprej. Torej, scenarijev je zelo veliko, vsem je pa skupna ena točka. Se pravi, kdorkoli bo upravljal, kdorkoli bo prevzel vodenje Venezuele, izjemno težko bo na novo ali pa ponovno vzpostaviti državne organe in državne inštitucije, ki so zgnile v zadnjih nekaj desetletjih. Te stvari se dogajajo zelo na dolgi rok, se pravi, uničimo stvari, razbijamo stvari, jih lahko relativno hitro, postavimo pa zelo težko oziroma z velikimi napori. In kdorkoli se bo s tem soočal, govorimo o več desetletjih težav pri ponovnemu vzpostavljanju funkcionalne države. In ključno pri tem je, koliko teh ljudi, ki so odšli iz Venezuele, se bo vrnilo. Ali se bojo vrnili zdravniki, ali se bojo vrnili inženirji in tako naprej, ali se bojo vrnili drugi ljudje, ki znajo upravljati z določenimi stvarmi. Se pravi, Venezuela je razpadla, je imela energetske blackoute, zato ker niso znali skrbeti za svojo infrastrukturo. To je bilo čist fizično, niso čistili določenih stvari in so potem pač se zamašile in stvari niso več funkcionirale. Tako da težko obdobje je pred Venezuelo, je pa definitivno obdobje nekega novega upanja, in zato tudi je veselje in radost, ki jo vidimo izgnanih Venezuelcev po celem svetu, pristno. In to nas lahko navdaja z nekim optimizmom, kajti če je to veselje pristno, imajo potem tudi željo po vrnitvi in po uspešni reformi in ponovni vzpostavitvi funkcionalnih inštitucij v Venezueli. Morda ob koncu še to, dr. Kovač. Donald Trump je v teh dneh med drugim izjavil, da bi moralo skrbeti tudi Kubo, pa da je zelo bolna tudi Kolumbija. Nemalo je bilo namigovanj tudi o priključitvi Grenlandije. Kakšen je pa vaš komentar, pogled na vse to omenjeno?
Donald Trump sledi svoji viziji, svoje zunanje politike, ki je zelo blizu interpretaciji Theodorja Roosevelta Monroejeve doktrine. Se pravi, ZDA mora posredovati v zahodni hemisferi takrat, ko so ogroženi njeni interesi. In to zelo jasno sporoča z svojimi dokumenti. Naj spomnim na novo strategijo nacionalne varnosti, ki jo so ZDA izdale pred novim letom. Kar se tiče Kube, veliko je bilo napisanega v teh dneh, da bo kolapsirala zaradi prestanka uvažanja nafte iz Venezuele. Sam mislim drugače, kajti že do sedaj je uvažala zelo malo nafte iz Venezuele, ker je tudi Venezuela sama izvažala relativno malo, ker je ni mogla. Ne samo zaradi sankcij, ampak zaradi čisto tehničnih in fizičnih omejitev, katere sem prej nakazal. Se pravi, niso imeli tehničnih kapacitet ali celo znanja, da bi lahko več nafte izvažali. Tako da nekako je Kuba začela živeti tudi brez Venezuele. Je pa dejstvo, da Kuba je zelo blizu ZDA in že drugi predsednik Amerike, Adams, je zapisal, da je Kuba naravni podaljšek Združenih držav. Torej, na dolgi rok bo seveda tudi ta režim dokončno implodiral in takrat bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda lahko dogodki v Venezueli povzročijo nek domino efekt, tudi kar se tiče Nikaragve. Pri Kolumbiji pa je morda malenkost zgodba drugačna, saj gre za neko bolj ustaljeno demokracijo kot prej omenjeni državi, kateri so dolga leta vladali bolj desno pro-ZDA usmerjeni politiki. Zadnji trenutni predsednik pa je obrat tega. Prihodnje leto ima Kolumbija tudi volitve in definitivno bo situacija v Venezueli vplivala na rezultat teh volitev. Ukolikor bo prišlo do državljanske vojne med recimo temu centralno oblastjo in različnimi karteli v Venezueli, lahko pričakujemo še dodaten pritisk na Kolumbijo, kar se tiče migracij, in definitivno bo to tudi vzbudilo neke sentimente v Kolumbiji, ki morda ne bo do najbolj pogodu ZDA in se zna zgoditi, da bo trenutni predsednik uspel zmagati tudi naslednje volitve. Se pravi, bolj kot bo šlo slabo v Venezueli in večji bo pritisk na Kolumbijo, bolje bo to za trenutnega predsednika Kolumbije. Še Grenlandija, mogoče besedica? Ja, Donald Trump je večkrat nakazal in jasno povedal, zakaj ima interes po Grenlandiji in je v bistvu na nek način povabil Dansko, da se dogovorijo, kako lahko obe državi zagotovita interese, ki jih imata v Grenlandiji. Hkrati pa pogledajte zadnje volitve na Grenlandiji, ko nihče ni pričakoval, da bojo stranke, ki zagovarjajo samostojnost Grenlandije, zmagale, se je zgodilo točno to. Torej, tudi nek agent z Grenlandije in prebivalcev Grenlandije ne smemo odvzeti. Se pravi, prebivalci Grenlandije so povedali, da želijo večjo samostojnost, torej iti malenkost stran, se oddaljiti od Danske. In ZDA tukaj ponuja dobro finančno, ekonomsko in družbeno priložnost. Dr. Igor Kovač, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za tale malo daljši pogovor in pokomentirali to zadnje dogajanje. Hvala, srečno. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Zdaj pa smo se nadaljavo povezali z nekdanjim veleposlanikom na Finskem in Danskem med letoma 2020 in 2022, pa tudi v ZDA, Tonetom Kajzerjem. Lep pozdrav. Lep pozdrav nazaj v Slovenijo. Dogajanje v Venezueli je morda, po mnenju marsikoga, v državi nekoliko oddaljeno, pa vendar ne bi smelo biti, pravzaprav se vse skupaj močno prepleta. Kako ste to dogajanje spremljali kot nekdanji veleposlanik v ZDA vi? Kako pomembne so te razmere? Ja, jaz sem bil po nekem spletu okoliščin v tistem trenutku, ko se je zgodila aretacija predsednika Madura oziroma rekli bi nelegitimnega predsednika Madura,
ravno na Floridi, v neposredni bližini rezidence ameriškega predsednika. Tako da moram reči, da sem tudi takoj prisluhnil tiskovni konferenci, ki je potekala tisto dopoldne po nočni aretaciji. Zdaj lahko rečem presenečenje ali ne presenečenje v kakšnem kontekstu, ampak za pričakovati je bilo, ne, na splošno geopolitični analitiki so pričakovali, da se bo v tem kontekstu nekaj zgodilo. Jaz sem slišal, da je tudi dr. Kovač že to temo načel. Zdaj, na kakšen način se je to zgodilo, je bil pa seveda presenečenje. Tako bliskovito in tako dobro organizirano vojaško akcijo, aretacija Madura, ki se je še pred nedavnim hvalil, da ga ščitijo ne samo kitajski radarji, ampak tudi druge specialne enote, je pa dejansko šolski primer, ki dokazuje, da so Združene države dejansko superiorne na tem področju. Tako da, suma sumarum, je to del zelo intenzivno potekajoče geopolitične nevihte in zdaj lahko samo pričakujemo naslednje korake. Mislim, da se razmerja moči spreminjajo s padcem Madura v Venezueli. Za razliko od nekaterih drugih napovedujem, da bo država šla v smeri demokratizacije. Seveda pot ne bo lahka, ampak če pogledamo današnjo raziskavo, jaz sem gledal ene podatke, praktično ni človeka v Latinski Ameriki, po vseh državah, ki bi na nek način nasprotoval ameriškemu posegu v tem kontekstu in aretaciji predsednika Madura. Tako je zelo močno sporočilo tudi za vse ostale in pa seveda dejansko velik vpliv na to, kar nas v Evropi najbolj skrbi, in to pa je vojna v Ukrajini. Do tega bova še prišla. Ta operacija v Venezueli je bila za učbenike, je dejal dr. Kovač, in da je pokazala operativno superiornost ZDA, to ste tudi sami potrdili. Torej, to nevihto, ki ste jo omenili, to nevihtno območje pravzaprav se malce širi. Nas to lahko skrbi? Ja, poglejte, jaz to vidim kot en proces, ki se je dejansko, zdaj, če se vrnemo recimo nazaj, v čase, ko se je Slovenija demokratizirala, v čase, ko smo pred 35 leti na plebiscitu se odločili, da na nek način usodo naše države prevzamemo v lastne roke in smo prestopili iz nekega nedemokratičnega avtoritarnega območja na območje, bom rekel, zahodne hemisfere. Po padcu Berlinskega zidu je bilo seveda pričakovanje, da bo na globalni ravni prevladal nek liberalen red, da se bodo države namesto z vojnami ukvarjale s trgovino in da bo pač sledila neka prosperiteta, skladna z pravili, ki so pač takrat veljala. Govorimo o mednarodnem pravu. To je nenazadnje napisal ameriški filozof oziroma politolog Francis Fukuyama v knjigi Konec zgodovine. Vendarle pa so se stvari obrnile, zdaj, če pogledamo 35 let nazaj, v smer, ki jo je pa bolj napovedal zdaj že pokojni ameriški politolog gospod Huntington v njegovi knjigi leta 1996, kjer je zatrdil, da bodo prihodnje vojne potekale ne med državami, ampak vzdolž nekih kulturno-civilizacijskih ločnic. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker se dejansko v Ukrajini, če se zdaj osredotočimo samo na Ukrajino, ki je za nas v bistvu najpomembnejša, se vpliva na evropsko varnost, dogaja ta konflikt nekje na ločnici med nekim vplivom zahodne kulture, zahodnega kulturno-civilizacijskega modela in na drugi strani tega, ki ga pač predstavlja civilizacijsko Rusija. Jaz zdaj ne govorim, da bi morala Ukrajina razpasti na dva dela, govorim o tem, da je prišlo v tem kontekstu do nekega trka civilizacijskega, ki se pa zdaj seveda dogaja tudi v smislu vojne agresije. Po letu 2008, ko je Rusija prvič s silo posegla na območje nekdanje Sovjetske zveze in je poskušala, oziroma to, kar se zdaj intenzivno počne, na nek način pridobiti nazaj vse te vzvode moči in vpliva, ki jih je imela v času Sovjetske zveze, je bilo jasno, da se svetovni red ne premika v smeri
neke liberalnosti, ampak bolj v smeri nekega konflikta, ki bo na koncu seveda prinesel tako ali drugače neko novo ravnovesje sil. V preteklosti, če se spomnimo na vojne, ki so potekale, so se pač zgodile apokalipse. Druga svetovna vojna je bila popolna apokalipsa. Samo če pomislimo na nas, Slovence, kaj smo doživeli med drugo svetovno vojno, in tega si seveda nihče ne želi. Tako da upajmo, kar sprašujete, kako se bodo stvari odvile, da se bo ta trg, to globalno rivalstvo, če ga lahko tako poimenujemo, med zahodnim svetom in med, kar geopolitični analitiki trdijo, med zmajem in medvedom, izšel brez neke hude apokalipse. Ampak vendarle bo prinesel nek nov globalni red, ki pa upam, da bo šel seveda v smer na nek način podpore vsem tistim postulatom, ki so sedaj veljavni v mednarodnem pravu. Ne nazadnje tudi z fokusom na posameznika, na človeka in njegove pravice. Vendarle je treba omeniti tudi ta odziv Združenih narodov na ameriški napad v Venezueli. Pravijo, da gre za spodkopavanje temeljnih načel mednarodnega prava. In da stališče je, da tudi če bi prihajalo do kršitev človekovih pravic v Venezueli strani tamkajšnjih oblasti, tega ni mogoče rešiti z enostranskim vojaškim posredovanjem, ki krši mednarodno pravo. Se pravi, Združeni narodi tukaj imajo neko stališče, ki, verjamem, ZDA ni po godu. Ja, glejte, Združeni narodi, jaz rečem, seveda se zavzemamo, da bi multilateralni sistem deloval, ampak vendarle so Združeni narodi dejansko v tem trenutku samo odsev razporeditve moči na globalni ravni. Tako da koliko najmočnejši igralci podelijo mandata Združenim narodom, toliko imajo potem tudi dejanskega vpliva. Ostalo je pač retorika. Mi smo videli, kako je potekala razprava v varnostnem svetu, da sta seveda ostro tej akciji Združenih držav nasprotovali samo Kitajska in Rusija. In tukaj se kažejo te konture, kar sem prej omenjal. Ostale države so bile seveda bolj vzdržane, ker včeraj ste, ne vem, če ste poslušali izjavo našega kolega Jurija Toplaka, ki deluje kot gostujoči profesor v New Yorku in je tudi prisostvoval, bom rekel, prvi obravnavi, kjer se je pač pojavil ta predsednik Maduro in je tudi pojasnil stališče oziroma interpretacijo, da tukaj se ne govori o mednarodnem pravu, ampak se govori o notranjem pravu Združenih držav. Zaradi tega, ker mislim, da bo takšna tudi interpretacija. Združene države tukaj ne vidijo neke mednarodne komponente, ampak dejansko skladno s svojo novo sprejeto nacionalno varnostno strategijo ščitijo svoje nacionalne interese. In na ta način je tudi prišlo do aretacije gospoda Madure in sedaj pač poteka obravnava. Mislim, da se bo nadaljevala marca letos pred ameriškim zveznim sodiščem. Ja, in ta obravnava seveda je tu po eni strani tudi nekateri problematizirajo, da poteka pred ameriškim sodiščem, ne pred nekim mednarodnim. Kaj pa na to pravite? Ponavljam, zdaj Združene države, jaz mislim, da pač ravnajo in se ne postavljam, zdaj ne skušam, vidim, da ste v Sloveniji zelo uporablja ta model, ki je, jaz mislim, še z nekih socialističnih časov, da se vse na nek način vrednostno pogleda skozi neko optiko, ki je pač ali Združene države so povsem dobre ali pa so izjemno slabe in imperialistične in tako naprej. To navijaštvo jaz mislim, da ne pomaga, da pogledamo realno. Realna razmerja moči so sedaj takšna, kakršna so. In iluzorno je zdaj zapričakovati, da bo neko mednarodno telo, s čigavo avtoriteto pa, vkolikor bi bil konsenz, seveda, največjih sil svetovnih, potem se bi to zgodilo, ampak kot vidite ga ni, zaradi tega, ker pač, ga ne more biti. V tem trenutku je pač razmerje sil takšno, da ga ne more biti, ker pač poteka ta, lahko rečemo, spopad oziroma rivalstvo za globalni primat. In so ti argumenti, se pravi, čisto na mestu, glede na, da se pač borijo zaradi drog in zaradi vsega tega, teh groženj, ki prihajajo iz Venezuele.
Bo to zdržalo? Ja, pogledaj, jaz sem poslušal, kaj povedal dr. Kovač in se strinjam, da je tukaj več elementov. Zagotovo je izjemno pomemben ta, ki vpliva na notranjo varnost, dobrobit ameriških državljanov. Jaz sem živel v Združenih državah in vem, kako resen problem so ti narkotiki. Koliko ljudi na letni ravni umre zaradi tega. Ampak poleg tega jaz mislim, da je izjemno pomembna ta geopolitična, da pogledamo geopolitično enačbo, na kakšen način se lahko ustavi oziroma vsaj prisili Rusijo, če se vrnem zdaj iz Latinske Amerike na naš evropski kontinent, da se ustavi agresijo v Ukrajini oziroma da se vsaj doseže nek zaustavitev ognja in mogoče pot do nekega bolj trajnega miru. Tukaj je izjemno pomembna v tej enačbi seveda tudi Venezuela in njena nafta, ki je napajala in vidimo, da se Kitajska ne bo tako zlahka odrekla temu. Kitajski gospodarski stroj, ki je v zadnjih 25 letih v bistvu dosegal industrijski primat na globalni ravni, tega se premalo zavedamo in to je seveda izjemno močan vzvod, preko katerega je Kitajska želela oziroma najverjetneje še želi vplivati, da mi prilagodimo, če zdaj govorimo o Evropi in Združenih državah, naše ravnanje. Se pravi, vkolikor se bo scenarij odvil po tej poti, da bo prišlo do prevzema, ne v smislu, da bi si Američani prilastili venezuelsko nafto, ampak da se bodo pogoji, po katerih ta nafta pride na globalni trg, spremenili, bo to zagotovo, sem prepričan, imelo vpliv na ravnanje Kitajske in seveda tudi Rusije. Zdaj to ne bo prišlo čez noč, ampak v izjemno hitrem času, bi dejal. Tako da to je izjemno pomemben element, ki ga mogoče v Sloveniji premalo oziroma ga spregledamo v vseh teh diskusijah, kjer se najbolj fokusiramo, ali je prišlo do kršitve mednarodnega prava. To so interpretacije. Se pravi, če ameriškemu predsedniku Trumpu doslej ni uspelo spraviti Putina na kolena z drugačnimi pritiski, je uporabil nek obvod preko tretje države, da bi pravzaprav pribil pipico tam, kjer boli. Ja, točno tako. Glejte, nobena država na svetu, to tudi zgodovina nas uči, nima neomejenih virov. Tudi Rusija, ne. Kljub temu, da se, vidim, v Sloveniji pojavljajo tudi teorije, da je Rusija nepremagljiva in tako naprej. Rusija se financira iz prodaje te nafte. Kljub vsem sankcijam so še vedno neke določene možnosti in ta Venezuela je seveda dajala tudi, bom rekel, en močan vzvod za Kitajsko in za rast njene industrije. V bistvu pod nekimi dampinškimi pogoji, če se temu tako izrazimo. In ne nazadnje pa jaz mislim, da je ključno, kar je treba pogledati tukaj, venezuelske ljudi. Če pogledate podatke, ljudje tam živijo, jaz mislim, da 80% vseh gospodinjstv živi pod pragom revščine. In zdaj tukaj moralizirati, ali je prišlo do kršitve mednarodnega prava, seveda pravila je potrebno spoštovati, jaz bi postavil to v ta kontekst. Prav zagotovo bi pa se vprašal, kako živijo recimo tudi tisti Slovenci oziroma potomci slovenskih izseljencev, ki so se izselili v Venezuelo, ko je bila še prosperitivna država. Nekaj od teh ljudi smo takrat uspeli, rečemo na narekovajih, rešiti in pripeljati v Slovenijo, še veliko jih je pa v Venezueli. In to je ta element, ki se ga, jaz mislim, da prevelikokrat spregleda v tej geopolitiki. Tudi za to oddajo sem skušala pridobiti nekaj teh glasov, torej venezuelcev, ki so se začasno naselili pri nas, začasno ali pa malo manj začasno, to vsekakor je njihova odločitev. Upam, da mi bo uspelo tudi kakšnega od teh glasov uvrstiti oziroma pravočasno dobiti do zaključka redakcije te oddaje. Gospod Tone Kajzer, kot rečeno, vi ste bili veleposlanik v ZDA in tudi na Finskem in Danskem in tudi do Danske bova malce pozneje še prišla, saj vemo zakaj, konec koncev. Zdaj pa, če bi se še malce posvetila postavljanju države Venezuele na noge. Zdaj vemo, da jo čakajo zahtevni časi, če se bo, glede na to, da pač aktualnega predsednika nimajo na domačih tleh,
aktualnega predsednika pod narekovaji, glede na to, da njegova izvolitev je seveda zelo, zelo vprašljiva. Njegov mandat kot tak. Državne institucije so v razsulu, to je omenil tudi dr. Kovač. Se lahko Venezuela reši sama, se bo naslonila na svoje zaveznice, kakšno vlogo bo tukaj imela, kakšno vlogo bodo imele ZDA. Kot vemo, je Trump napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije. Kaj se tukaj lahko pričakuje oziroma jo čakajo boljši časi in seveda kdaj? Jaz sem tukaj zmeren optimist. Po tem, kar je bilo sedaj mogoče slišati s strani ameriške administracije, to, kar je povedal tudi državni sekretar Rubio, bodo Združene države seveda izjemno močno vpete in ne bodo dopustile, da bi se stvari, bom rekel, ponovno obrnile v napačno smer. Zdaj, izjemno težko je pa napovedati konkretno dinamiko, kako bo stvar potekala. Znotraj Venezuele so še vedno vodje določenih kartelov v tej strukturi, kjer naj bi gospod Maduro predstavljal vrh vsega. Tako da ni mogoče pričakovati, jaz mislim, povsem gladkega poteka. Lahko so možni tudi zapleti. Kakšna državljanska vojna? Ja, poglejte, v takšnih situacijah, ko se recimo zgodijo po tako dolgem času, moramo vedeti, da je zdaj več kot 25 let, odkar je na nek način Venezuela zdrsnila iz te demokratične poti v to diktaturo, da ni enostavno priti nazaj na to demokratično pot, brez nekih hudih pretresov. Ampak glede na to, da imajo Združene države tukaj, bom rekel, tudi skoncentrirane izjemno močne sile, ki so razporejene okrog Venezuele, ne pričakujem, da bi lahko zdaj neka zunanja intervencija v smislu pomoči tem strukturam, ki so do zdaj obvladovale Venezuelo, temu njihovemu novemu razredu, če se prosto izrazim po Milovanu Džilasu, ki je napisal knjigo Novi razred, kako delujejo komunistični sistemi. Tako da ostanimo zmerni optimisti. Jaz poznam kar veliko Venezuelcev. Poglejte, več kot 7 milijonov ljudi se je izselilo iz Venezuele. In to so sposobni ljudje. Jaz mislim, da ti ljudje lahko veliko pomagajo pri ekonomski in demokratični obnovi Venezuele. Je pa res, da je Venezuela zdaj samo eno od očes v tej globalni geopolitični nevihti, tako da verjamem, da se bodo stvari zdaj hitro premikale naprej. Na področju jugovzhodne Azije vidimo zadnje retorične dvoboje med Japonsko in Kitajsko, tako da mislim, da Venezuela bo šla neko svojo pot naprej. Zdaj je težko, bom rekel, napovedati, kaj se bo zgodilo v naslednjem mesecu, dveh. Jaz pričakujem, da se bodo vendarle razpisale volitve. Tako je bilo vse razumeti izjave ameriškega državnega sekretarja in da stvari ne bodo eskalirale, ampak da bodo vendarle šle po neki poti normalizacije te države, ki je pa izjemno pomembna znotraj Latinske Amerike, tudi za vse ostale, posebej recimo za sosednjo Kolumbijo, ker je bilo že napovedano, da vkolikor bo Kolumbija nadaljevala, ker tam je zelo velik problem tudi, kar se tiče teh prepovedanih narkotikov. Ostanimo na nek način zmerni optimisti. Ja, in seveda tudi odvisno bo, ali se bo vrnila ta opozicijska voditeljica Machado, kako bo s temi odnosi. Zaenkrat, če gre verjeti tem besedam, nima neke podpore, pa po drugi strani se pa tudi Madurovi privrženci ne bodo kar tako pustili. Ja, sej, to je seveda znak za zaskrbljenost. Poglejte, ta vojaška struktura, ki v bistvu vprašanje se je postavljalo, zakaj je Maduro in njegov najožji krog uporabljal kubanske varnostne sile, zakaj ni uporabljal venezuelskih. Tukaj jaz mislim, da je bila zelo nizka stopnja zaupanja in ta struktura vojaška, mislim, da ima Venezuela čez 1000 generalov, je v bistvu tudi na nek način bila postavljena, da bi onemogočila državni udar, se pravi prevzem se strani vojske. In je tudi vojska
jaz mislim, da kar precej fragmentirana. Res pa je, to pa so tudi podatki, da po pogovorih, ki so jih imele Združene države z opozicijsko voditeljico, so prišli do zaključka, da ne uživa podpore takšne, da bi lahko vse te strukture, posebej te strukture, ki so pač vezane na vojaški in varnostni del, bile pripravljene takoj priseči zvestobo tej opozicijski voditeljici. Skratka, stvari so dokaj kompleksne, kar seveda ne čudi, glede na vse dogajanje. Ne. Ja, in v tem zavzetju sta sporočili državi Venezuela in Kuba, da je bilo med operacijo ubitih 55 njunih vojakov. Ne. To jasno potrjuje, da je bilo sodelovanje kubanskih vojakov prisotno pri varovanju. Pa če greva naprej še, zdaj omenili ste že to tudi nafto, ki ameriški predsednik Trump je dejal, da bo začasna venezuelska vlada ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte in da bi ZDA to nafto prodale po tržni ceni, sam pa bo poskrbel, da bo denar uporabljen v korist prebivalcev Venezuele in ZDA. Ampak pravi, da bi ameriške naftne družbe vložile $1 milijardo v obnovo zastarelih zmogljivosti Venezuele. Torej se zaveda, da trenutna kapaciteta ni tako močna, kot bi lahko bila, za črpanje. Zagotovo. Zdaj, pri naftni industriji se potrebno zavedati, da je ključna tehnologija izkoriščanja nafte in predelave nafte. In tukaj je bila Venezuela z vsemi temi pompoznimi napovedmi, kako bo država poskrbela za vse. Takrat, ko so pač nasilno na nek način izključili veliko ameriških naftnih družb iz upravljanja, se je zgodilo ravno obratno. Skratka, prišlo je do kraha in Venezuela, glede na to, da ima praktično največje zaloge nafte na svetu, je njen delež na globalni ravni, seveda tudi zaradi sankcij, padel pod minimalni nivo. Tako da tukaj je za pričakovati, kot sem dejal že prej, da bo to imelo veliko vpliv tudi na mednarodne finančne trge in bo na nek način ustvarilo pritisk na znižanje cen nafte, kar seveda bo imelo po drugi strani vpliv na prihodke, ki jih ima Ruska federacija in s katerimi potem tudi financira vojno v Ukrajini in tako naprej. Tako da tukaj so te geopolitične implikacije in najpomembnejša pa jaz mislim je seveda ta, da bodo od te nafte, kjer bodo pač zdaj ameriška podjetja prišla in vlagala in prinesla s seboj tehnologijo, imeli lahko in zagotovo koristi tudi venezuelski ljudje. Se pravi, da se bo ta denar vendarle uporabljal za Venezuelo in venezuelsko infrastrukturo, za dobrobit Venezuelcev, kar je svoje najpomembnejše. To je njihovo naravno bogatstvo. Kaj pa ostale države? Rusijo ste že omenili, Kitajsko tudi posredno. Kaj pa Iran in ta navezava, to strateško povezovanje med temi državami se utegne zdaj to drugače zaostrovati, da tako rečem? Ja, z padcem, če lahko se figurativno izrazimo, Venezuele, lahko pričakujemo, sploh glede na dogajanja v Iranu, ki je popolnoma oslabljen, njihov ta režim teh ajatol, vidite, da izgublja nadzor. Mislim, da je danes informacija, da so že izgubili nadzor na enim ali dvema mestoma, večjima mestoma na meji z Irakom, se nahaja v dosti kritični situaciji. Lahko pride tudi do spremembe režima v Iranu. Oslabitev Irana je pa takšna, da jaz mislim, da v tem trenutku ne predstavlja zdaj neke več zelo izjemno resne grožnje na območju Bližnjega vzhoda, kjer seveda Združene države peljajo proces pomiritve arabskih držav z Izraelom, govorimo o teh Abrahamovih sporazumih še iz časa prvega administracije Donalda Trumpa, tako da to so, jaz mislim, da dobre novice. Ne nazadnje tudi za Evropo. Poglejte, tam čez Adenski zaliv in Rdeče morje, pa potem naprej v Sredozemlje, preko Sueškega kanala potekajo najpomembnejše preskrbovalne poti, preko katerih se oskrbuje tudi Evropa. In ta del je geopolitično, logistično za preskrbovalne poti izjemno pomemben. Tako da novica, da Iran in njegovi proksi, kot se reče, oziroma paravojaške pač enote so oslabljene, je lahko samo dobra novica.
Gospod Tone Kajzer, glede na to, da živite na Danskem, se ustaviva še pri Grenlandiji. Ameriška vlada, kot vemo, razpravlja o različnih načinih prevzema Grenlandije, ki je pod Dansko, spada pod Dansko. In očitno je uradno stališče ZDA, da bi morala biti del ZDA, to območje. Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da bi ameriški prevzem nadzora nad tem območjem z vojsko pomenil konec zveze NATO. Sledili bodo še pogovori. Se lahko Trumpa tukaj zaustavi? Kaj pričakujete? Ja, včasih je ta retorika tako dramatična, da si človek res predstavlja, da bo prišlo do invazije na Grenlandijo. Poglejte, Grenlandija, jaz mislim, da danes zjutraj sem se pogovarjal z enim od mojih kolegov, nekdanjim ambasadorjem finskim, ker imam še stike na finski strani, odigrava zdaj geopolitično gledano, geografsko gledano podoben položaj, kot ga je imela Islandija ob začetku druge svetovne vojne. Spomnite se, takrat Islandija je bila prav tako konstitutivni del Danske. Danska je bila včasih kar velika, ne bom rekel kolonialna sila, ampak vplivna. In je potem zaradi situacije z takrat potekajočo vojno z nacistično Nemčijo Velika Britanija preventivno zasedla Islandijo. In Islandija je leta 1944, če se spomnite, razglasila neodvisnost. Veliko Dancev še danes ne more preživeti te izgube. Glejte, na Islandiji živijo Islandci, na Grenlandiji seveda ne živijo Danci, ampak so tam Inuitis, tam je neko avtohtono prebivalstvo in jaz mislim, da je zelo pomembno, da se interesi tega avtohtonega prebivalstva vzamejo v obzir. Nerodno je seveda to, ker je zdaj to območje kar naenkrat postalo tako izjemno geopolitično pomembno, geografsko in seveda tudi v smislu nahajališč, za kar seveda še ni vseh potrditev, ampak te raziskave kažejo, da je Grenlandija izjemno bogata, ne samo z rudninami, redkimi kovinami in tako naprej. In to zdaj seveda postavlja celo zadevo v nek notranji politični fokus na Danskem. Jaz ne verjamem, da bo tukaj prišlo do neke eskalacije, sploh nekega vojaškega posega. Si pa najverjetneje Združene države prizadevajo priti do nekega statusa, kot ga imajo, neka tihomorska otočja, Marshallovi otoki, ki so sicer samostojna država, ampak imajo varnostni aranžma sklenjen z Združenimi državami. Slišim, da naj bi prišlo tudi do skorajšnjega pogovora zdaj, konkretno med dansko in ameriško stranjo. Verjamem, da grejo napori v smeri, da se bi pač avtohtono prebivalstvo samo izreklo na referendumu, kar seveda obstoji po trenutni danski ustavi. Danska si bi pa seveda pač prizadevala, da bi od te transakcije, če lahko temu tako rečemo, ker predsednik Trump je pač transakcijski človek, tudi nekaj dobila. Ampak ključno sporočilo tukaj je, da se gre ne samo za varnost Združenih držav, ampak tudi Evrope. Tako da verjamem, da se bo ta stvar pač rešila. Kaže pa seveda to na evropsko šibkost. Seveda, če bi Evropa, pa pač temu ni tako, bila tudi v vojaškem smislu na nek način pripravljena oziroma bi vlagala v obrambo, v odvračalne sile za odvračanje in resno jemala zavezništvo NATO, potem bi bila naša pogajalska pozicija, če temu lahko tako rečem, vis-a-vis zaveznice ZDA močnejša. Trenutno pač ni. Žal, temu je tako. Ja, sicer se ta oborožitvena komponenta krepi v Evropi, tako da kar veliko denarja se bo vlagalo v to sfero, seveda ne zgolj v orožje, ampak tudi obrambno plat v širšem smislu. Ampak tukaj tudi niso vsi enotni, tudi ne bi vsi tako na široko odprli svojih denarnic, vse države članice, da bi se to kaj hitro lahko zgodilo, torej da bi bila res ta njena obrambna drža dovolj močna, da bi imela to odvračalno sposobnost. Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj cmokov v grlu med našimi veljaki na tem področju. Kako pa morda gledate tudi našo politiko, ko je treba krepiti obrambne zmogljivosti? Jaz mislim, da Slovenija potrebuje verodostojno zunanjo politiko,
Seveda ne trdim, da se moramo povsem izolirati od mednarodnih zadev, moramo biti odgovorni, ampak najprej pač seveda moramo pogledati nase, ne. Skratka, fokus na Slovenijo, pa potem seveda znotraj nekega našega vrednostnega temelja in zavezništva, ne. Trenutno pač zdaj smo končali delo kot nestalna članica v Varnostnem svetu. Jaz tukaj, pa tudi kolegi geopolitični analitiki ne vidijo neke zelo visoke dodane vrednosti in je tudi ni bilo mogoče pričakovati glede na naš vpliv, a ne, in na razporeditev moči in potek te geopolitične nevihte, ne. Kar se pa tiče oborožitve, je pa seveda to stara dilema, ne, maslo ali topovi. Stvar je vedno lahko zmanipulirana, ker jasno, če se ljudem ne predstavi aktualnega oziroma dejanskega stanja, potem je možno pri ljudeh dobiti tudi potrditev oziroma odpor proti temu, ne. Če bi takrat, ko se je Slovenija osamosvajala, ne, šli po tej poti mirovništva, ne, pa z vsem spoštovanjem do mirovništva, potem najverjetneje Slovenija ne bi bila taka, kakršna je danes. Tako da jaz ne navijam seveda za oboroževanje, trdim pa, da je najdražje tisto orožje, to je, mislim, zadnjič rekel kolega Kacin, najdražje je tisto orožje, ki ga nimaš, ne. Se pravi, da se ne moreš ubraniti. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno in vkolikor bi Evropa imela to sposobnost, pa seveda tudi jasno politično vizijo, bi se mogoče zgodovina od leta 2007 naprej pač obrnila tudi drugače. Pač se ni. Zdaj smo pač v tej situaciji. Tako da v tem kontekstu jaz mislim, da je potrebno pač ljudem naliti čistega vina. Slovenija mora prevzeti skrb za svojo lastno obrambo in seveda tudi znotraj zahodnega zavezništva. Ustrajati na tej poti, torej da se ne izoliramo, da se ne delamo, kot da se vse dogaja mimo nas in brez naše vednosti, kaj ne? Zagotovo. Hvala lepa, gospod Tone Kajzer, za sodelovanje v oddaji Pogovor o, da sva se lahko povezala takole nadaljavo, da ste dodali svoj kamenček v mozaiku. Kot nekdanji veleposlanik je seveda vaše mnenje še toliko bolj dragoceno slišati. Hvala lepa in uspešno delo. Hvala lepa tudi vam in vse dobro v Sloveniji. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Pred sklepom oddaje Pogovor o pa prisluhnimo še odzivu Marije Voglar, ki se je pred nekaj leti iz Venezuele preselila v Slovenijo. Poklicala jo je Meta Potočnik. Jaz sem zelo vesela. Začeli smo z zelo srečnim novo leto. Za vse nas je novica, ko smo jo že čakali, katero smo čakali že mnogo let. Čutim danes, da smo ponovno pridobili svobodo in domovino. Mnogi bodo imeli priložnost, da se vrnejo in pomagajo pri obnovi državi, ki je res v ruševinah. Že takrat, ko sem jaz bila, je že bila na tleh, zdaj je pa pravijo vsi, da je veliko slabše. Čakamo zdaj, da osvobodijo politične zapornikov in da se vrnejo tisti, ki so bili preganjeni. Da se konča represija pa mučenje. Spet živijo v miru. Ja, poglejte, nafto že zdavna nismo imeli. Nafta je bila od Kitajcev, od Rusov, od Irancov, tako da Američani so jo saj plačali, drugi so jo pa kar odnesli, pa nič nismo imeli od tega. Tako da je treba prodati in denar dobiti, seveda. Nafto se ne da niti jesti, niti piti. Denarja ni zdaj, da bi jo črpali, tako da bomo mogli, da nam pomagajo. Kakšno pa je stanje tam ljudi, ki jih vi poznate, pokličete, kako sploh preživijo? Zelo težko. Zelo težko. Naprimer, penzija, moja penzija je manj kot $1 na mesec in s tem morajo preživeti. Seveda dobivajo še tiste bonus, ni dovoljno. Draginja je pa tašna. Cene so približno tako kot tukaj. Plače so pa, če je dobra plača, €400.
na mesec, če je. Kako pa, gospa Marija Voglar, zdaj, če bo prišlo do menjave vladavine, kakšno vladavino si pravzaprav tam predstavljate? Kdo bi lahko prevzel obnovo tako razrušene države? Ja, lansko leto so bile, predlansko leto, že 24, so bile volitve in je dobil Edmundo González in María Corina Machado in bi mogli oni prevzeti. To je moje mnenje. In mislim, da bo tako, da so bile volitve. In rezultat je bil 70% proti 30%. To je bilo vse v oddaji Pogovor o, za katero sva poskrbeli novinarki Helena Križniki in Tanja Dominko. Tehnična izvedba Mark Gazvoda. Veliko povemo, tudi z druge strani.